Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Lepo pozdravljeni župan občine Radovljica Ciril Lubočnik. Dober dan. V sredo 25. je potekala redna seja in to 25. po vrsti, na kateri ste obravnavali zelo pomembne točke. Ena izmed pomembnih točk je zagotovo zaključni račun proračuna za leto 2025. Kam je bilo vloženih največ sredstev? Ja, lahko povem, da mi smo imeli prihodkovno stran 22 milijonov, odhodkovno čez 26 milijonov. Seveda ta razlika je, nastala predvsem zato, ker smo veliko stvari v letu 2025 postorili. Lahko povem, da je bilo veliko narejenega na infrastrukturi, tako tudi po vodni ujmi, seveda še zdaleč od tega, da bi bilo vse. Če pa tako povem, je pa tak največji delež gre na družbene dejavnosti, seveda na šolstvo, zdravstvo in pa otroško varstvo, tako da res zagotavljamo visoke standarde in sem zadovoljen, da lahko z dodatno zbranimi sredstvi tudi projekte, torej preko razpisov države ali regije nadaljujemo v taki meri, ki poboljšajo tako življenje in pa standarde v naši občini. S 16.4. naj bi se povečala cena v vrtcih, vendar ne za starše. Ja, lahko rečem, da pred letom sem praktično obljubil, da se vrtci ne bojo dražili, tako da je občinski svet včeraj potrdil tako za leto 26 in 27, da to velja in sem prepričan, da bodo starši zelo zadovoljni. Tik pred volitvami vas je obiskal tudi minister Jože Novak in kaj ste si ogledala? Ja, predvsem Dolino Drage, ker tam imamo še v bistvu največji projekt za dokončati. Predvsem je to, da sem ga naprosil, da pohitrijo postopke recenzij na državni tehnični pisarni. Zagotovo mi je, da bo vse naredil, da čim prej pridemo do teh recenzij in gremo potem z razpisi v samo izvedbo. Teh projektov je za okrog 3 milijone 300. Sicer smo pa dobili za Črni potok za to recenzijo in se je že objavil razpis za izvajalca na tem odseku in se prične z deli takoj, ko bo pravnomočno izbran izvajalec. V vašem plavalnem bazenu se upravlja tudi hidroterapija. Izrazili ste željo, da bi bil to nekakšen tim hidroterapije? No, jaz moram povedati, da ta hidroterapija odlično deluje, zdaj že od odprtja novega malega bazena. Seveda se je pa tako dobro izkazalo, da ker to izvaja zdravstveni dom Radovljica, da so ljudje izredno zadovoljni in smo v dogovoru z ZZS-jem, da poskušamo razširiti še en dodatni tim, da bo lahko še več ljudi to koristilo. No, zemljišče okrog ekonomske šole je last občine, vendar pa so šolniki dali tja količke. Ja, tukaj je vodstvo šole v zmoti, mi bomo pač to dokazali in lahko rečem, da glede rešitev teh parkirišč smo predlagali medresorsko usklajevanje z ministrstvom, predvsem pri sosedih imajo veliko prostih parkirnih mest za sodiščem. Do tega še ni prišlo, ampak upam, da se bojo med seboj dogovorili, ker gre za ekonomsko gimnazijo, gre tudi za center za socialno delo in pa konec koncev tudi za upravno enoto v Radovljici, ki so pa državne inštitucije. Vi ste morali podati oziroma pooblastiti nekoga drugega, ker so zahtevali, da se vi izločite. Ja, to je včeraj občinski svet izglasoval. To je, eden od svetnikov, gospod Danijel Kašca, ki ima vse, verodostojne papirje, da bo lahko zastopal.